izdajajo SMS pase, ki jih potrebujemo za dostop do svojega cepilnega potrdila. Kako do SMS pasa, korak za korakom, je preverjala Rebeka Tomadus. Za pridobitev SMS pasa boste nekaj postopkov morali opraviti na spletu, hkrati pa obiskati prijavno službo, denimo cepilni center, upravno enoto, center za socialno delo ali finančni urad. Obisk prijavne službe in postopek na spletu sta medsebojno neodvisna, kar pomeni, da lahko bodisi najprej opravi postopek na spletu, bodisi najprej obišče prijavno službo. Če boste vlogo za pridobitev SMS pasa izpolnjevali na cepilnem mestu, boste morali izpolniti takšen obrazec. Zahteva vaše ime in priimek, EMŠO in številko osebnega dokumenta ter vaš elektronski naslov ali telefonsko številko. Če pa gre namesto tega na upravno enoto, center za socialno delo ali finančni urad, potem obrazca ni potrebno izpolnjevati, kajti podatki se vnesejo neposredno v samo aplikacijo in v tem primeru dejansko ni potrebno ničesar drugega kot osebni dokument. Če postopkov na spletu še niste opravili, jih morate, da dokončate postopek zdaj. Na spletni strani SeaTrusta izberete možnost mobilna identiteta in kliknete na okence fizične osebe. Sledite navodilom nimam digitalnega potrdila in nimam računa SeaPass. Kliknete na registracija in SMS pas, vnesete vse zahtevane podatke in ustvarite geslo. Minimalna dolžina je tukaj 6 znakov, ena velika črka, ena mala črka, pa ena številka. Seveda pa nič ne škodi, če je daljše, če vsebuje tudi kakšne posebne znake. Obkljukajte tudi možnost pridobitve SMS pasa, vnesite preostale podatke, sprejmite pogoje uporabe in kliknite potrdi. Na mobilni telefon boste prejeli enkratno kodo, ki jo vnesete v okence. Pozor, če ste identifikacijo upravili na upravni enoti, centru za socialno delo ali finančnem uradu, potem je SMS pas s tem korakom dokončno aktiviran. V primeru, da se identifikacija izvaja na cepilnem centru, ker se tam podatke dejansko samo preverijo, vnašajo pa se naknadno v zaledni sistem, to traja potem kakšen dan več, nekje do 10 dni. V vsakem primeru pa uporabnik, potem ko so vsi pogoji zaključeni, dobi obvestilo na svoj elektronski naslov, da je postopek aktivacije mobilne identitete zaključen in da lahko prične z uporabo. Ko se boste prijavili v portal Zvem, kjer najdete tudi potrdilo o cepljenju, ob prijavi izberite možnost enkratno geslo SMS pas in vpišite uporabniško ime svoje, elektronski naslov, geslo, ki ga je določil v registraciji in pa enkratno geslo, ki ga dobi ob vsaki prijavi posebej na svoj mobilni telefon. Na portalu Zvem pa pod zavihkom dokumenti najdete svoje COVID potrdilo.